Tukaj na Soriški planini imamo eno lepo sankaško progo, ki jo uporabljamo za treninge, potem pa tudi za tekmovanja. Pa lahko midva probava se sankati? Seveda. Bomo najprej se pogledali, kakšne sani imamo, pa kakšne, v bistvu, s kakšnimi se mi sankamo. Ne? Ene sanke so v bistvu športne, se reče. Te so take, mogoče so bolj doma, pa vsakmu, so tudi bolj za po snegu. Ampak načeloma mi pa treniramo bolj s takimi tekmovalnimi sankami. No? Bo pa mogoče Bine pokazal ene tekmovalne sanke. To so sanke, tukaj v bistvu sediš in tukaj, ko zavijaš, v bistvu pritiskaš tele stvari, da lahko zaviješ, pa vlečiš ta štrik, da v bistvu spraviš eno to stvar bolj gor, eno pa bolj dol in je pa lažje zaviti. A to progo ste sami naredili? Ja, s to progo upravlja sankaško društvo Domel Železniči in se jo sami pripravljajo. Oni, ko pade sneg, jo najprej potlačijo, potem pa, ko je enkrat sneg stlačen, je pač treba politi. Z vodo se večkrat polije z cevmi, zato da pač rata taka trda podlaga, dejansko rata prav led, ker tekmovalne sanke so namenjene samo za sankanje po ledu. Pa imate vsak let progo tukaj? Ja, zdaj tukaj v Sloveniji smo odvisni od naravnega snega, ne? Tako da mogoče čisto vsako leto nam ne uspe, ampak letošnjo leto nam je uspelo, smo imeli že 2 tekmi tukaj, mednarodne v tekmovalnem sankanju, pa samotežnimi, tako da letos nam je narava sicer bila kar naklonjena k temu. Kjer od vas je pa najhitrejši tukaj? Bine. Verjetno ni jaz. Koliko hitro si se pa peljal? 60-70 največ. Sankanje na ledu je zelo hitro. Danes so pač pogoji majčkeno slabši, ne moramo se proge z vrha peljati, tako da bomo izkoristili tele 2 ovinka, da vam pokažemo, kako se pelje skozi ovink, pa malo poravno, da boste imeli malo občutka. Dajte sanke kar tukaj zraven, takole, da bodo tako. Da ne bodo dol, da se nam bo to odpeljala naprej. Stopaš tukaj noter, pa se usedeš. Noge daš ven. Najbolj pomembna stvar je, pri sankanu mora biti zmeraj noge od zunaj. Zakaj? Sankanje v ovinek se tudi z nogami se zavija. Ne? Se pravi, v desni ovinek, v tvojo desno, pritisneš z levo nogo, to roko pa daš tako ven, tako pa se nagneš v ovink noter, tako pa potegneš. Ne? Takole, ja, takole je pravilna. Takole je taka lega v zavoju. Ne? Pa s to nogo pritisneš in potem sanke v bistvu dejansko tudi same zavijajo v ovinek. Ne? A za nasprotno nogo? Za nasprotni ovink, se pravi, je pa glih obraten. Ne? Pa tako, ja. Ko pa zaprenzaš, ne, pa moraš obvezno tako lepo noge dati tako nazaj. Še bolj nazaj, tako, ja. Pa zaprenzaš, ne, da se ustaviš. Prenzati treba seveda tudi pred ovinki, ker hitrost je lahko zelo velika, ne? In tudi ena izmed teh razlik tehničnih pri najboljših tekmovalcih se na prenzanju v bistvu kdo malo prenza, kdaj prenzati, koliko časa prenzati, je zelo pomembno, da se takrat največ razlika naredi oziroma se dobi dober rezultat, če prave momente ujameš.